Spoštovane gledalke, cenjeni gledalci, prav prijazno pozdravljeni tudi nocoj v naši oddaji, v kateri bomo govorili o zdravi soli. No pa danes se bomo, ker se dogaja politično ozadje tudi v Sloveniji, ker je današnji prvi pomladanski dan drugače prežet z vsem političnimi novostmi, ki nas čakajo, bo Stane govoril tudi o tem, o duševni hrani. Izključno v drugem delu moje knjige, ki sem naslove iskal, kako bi tudi za ta, tu imam celo delnico države, čigava je država, zdaj končna oblika je zdrava sol, čigava je država, ne, univerzalno, ker ljudje vse premalo, ne da se zavedajo, pa tudi, no, tega poglavja drugega o soli, ki je zopet, pri vsem je v ozadju sol, točno, tudi ta duševna hrana, tako bi lahko rekli za današnjo oddajo, se informacije v možgane prenašajo preko elektrolitov. Tako da vemo še ne, kako je glasovanje, je že bilo, še ni bilo, ampak pričakuje se, da bo potrjena vlada, ne? In v prvi oddaji smo nekaj omenjali že na to temo, pa neke sugestije, danes bi pa resnično jaz rad predstavil svoj predlog, tega sem ponavljal že od začetka, kar so imeli na internetu, predlagaj vladi, ne, ampak zdaj sem slišal, da si je mandatarka sekretarja v vladi izbrala neko osebo, ki bo te iniciative državljanske, ali pa kako bo že to rekli, imela pod svojo komando, ne, da bo še bolj neposredno, ko pa tam na spletni strani, kjer jaz sem dajal vsem vladam, odkar je ta spletna stran nastala, predloge pa ni bilo, kaj to so si tako zaradi lepšega mogoče zmislili, se ne spomnim, da bi kak predlog kogarkoli kaj pametnega tam nastalo iz tiste spletne strani, ne. Tako da zdaj mislim, da je to prava poteza, ampak k temu jih je očitno politike, pa tudi mandatarko spodbudili ti protesti, ne? Ja. Ljudje protestirajo, hočejo spremembe, pa ne vejo, kaj bi radi. Zdaj na kraju se je izcimilo to, kar je bilo za pričakovati tudi, protestniki, kaj imajo v ozadju, stranko neko, ne? Zdaj to nič ni slabega. Ampak nič ne pomaga nova stranka, novi ljudje, če državljani, mi, strank, pa politikov, pa oblasti, prave te konkretne vlade, pa parlamenta ne bomo mogli kontrolirati. In to je v tistem drugem delu moje knjige, če bi ta naslov vzela delnica države, ne, čigava je država, je točno v tem. Če tega v tem enem letu ne bojo uspeli spraviti v življenje politiki, situacija pa taka, da če zdaj ne bo uspelo nič, vsaka točno ciper, ne? Ali pa kaj že, ne? Bi bilo pametno in zato bomo danes kar javno to pobudo dala, ne? Naj to, kar pravim, kar smo mi zagovorila že, naj vsak vzame ekonomisti, finančni minister, novi je simpatičen, znanja poln in ena stvar se mi je dopadla, mogoče niti niso opazili, ampak okrog, v čem je problem? Banke ali podjetja, ne? Ampak če gre za državne banke in državna podjetja, resnično ne vem, zakaj, to je tako v enem stavku omenil, ampak jaz to zastopim nekaj, da se mu zdi pametneje podjetja dokapitalizirati, pa bo ona vrnila bankam kredite, kot pa obratno, ker če bankam daš denar, dokapitaliziraš, ne? Pol one spet samo podjetjem naprej posojajo, one so še vedno v figi, ne? Tako da, to je dobro, ampak to, kar pravim, če te kontrolne dividende ne bo, da bo narod videl vsak mesec na gibanju kontrolne dividende iz davka na dobiček, in se bo to izrodilo v isti cirkus, da bo dali vlada denar bankam ali podjetjem državnim, brez kontrole bo ena in druga ista figa. Stane, midva bova povabila najine gledalke in gledalce, da naj tudi pokličejo, kaj v naš studio.
kaj povedo, vprašajo oziroma povejo svoje mnenje. Danes torej nekaj več o državi, 090 500 600 je naša telefonska številka. Vaš klic vas bo stal le €1,49. Drugače pa vse skozi je na voljo tudi odzivnik, na njem pa torej vsa vprašanja, tako o zdravi soli, 24 ur na dan. Ja, da, to lahko, na odzivnik lahko sprašuje, kar v času oddaje pa danes torej samo o politiki. Ampak danes bi pa res želel, če se bo kdo oglasil, da se oglasi na to temo. Tako. Odzivnik torej na voljo za vsa vaša ostala vprašanja, 24 ur na dan, točno zdaj ta urica pa torej na voljo, da povemo kakšno o tem dogajanju. Vsako bo pa poklical noter, ne pa dobi knjigo za nagrado, naslov pa potem pusti na odzivniku. Tako. Ni, da ne bomo časa zgubljali z zapisovanjem in tako naprej, tako da vse avtomatsko gre. Vse gre avtomatsko, dobro. Stane, ampak midva bova danes povedala nekaj stvari iz vaše knjige, ki ste jo napisali, kljub temu, da se dogajajo stvari zdaj v živo, v Državnem zboru, torej potekajo glasovanja, razprave, ki pa bi jih lahko nekako povezali, se najverjetneje govorijo tudi o tem, o čem ste vi že zdavnaj pisali. Ja, govorijo, se sprašujejo vse sorte, ampak tega bistva pa ne dojamejo, ne pride še do tega dejstva. No in ravno o dejstvih, ko ste govorili, ste tudi zapisali, potem se bova obrnila tudi malo na podjetja, tako kot ste vi podjetja videli, ampak najprej dejstva. Vsaka država, ki pobira davek od dobička, je v ekonomskem smislu krovno podjetje vseh podjetij, registriranih na njenem ozemlju. Dividenda države je davek od dobička pravnih oseb na njenem teritoriju, lastniki države pa so njeni državljani. Lastniki imajo pravico do upravljanja in pravico do dividende. Ja, seveda, se je brez veze, da imamo res volivci samo pravico voliti, zato je udeležba volilna vsak dan manjša, no in to je evropski problem, se cela Evropa, pa se cel svet, pa Evropa specialno se srečuje točno s tem problemom. Ljudem se ne da več na volitve hoditi, ampak na volitvah upravljajo državo, podjetje. V tem podjetniškem smislu je treba državo proučevati kot podjetje, ker tudi nič druga to ni. Kot pa demokratična država je podjetje v lasti vseh državljanov. Enaki in neprenosljivi, ker države prodati ne moreš, lahko jo pa zaplenijo. Sicer to ne, ker ne kapital, premoženje, največje premoženje države je teritorij njen, tist pa ni na prodaj nikoli bil. Enkrat so prodali en kos Aljaske, ali kaj je že bilo to tako pečno v Rusiji. Ampak to ni praksa nikoli bila, sami spori, same vojne, okupacije pa tako, zdaj ta ciprski problem je isto, parlament včeraj ni sprejel, da bi kar ljudem, pa vsem skupne, to kar je pravilno, to so kar počez mahnuli, kar na vse depozite davek, to je že bolj tako bilo. Se mi celo zdi, da je to bilo namerno tako lansirano, da bojo se zdaj malo Ruse zdrmali, ki so pa največji investitorji na Cipru, investitorji, imajo depozitov največ, ampak to so pa udarili kar počez in ni čudno, da parlament to včeraj ni sprejel, Se je zanimivo, če bomo mi tako daleč padli, ko bomo naš parlament, če ne bo upošteval tega, kar pravim, ker država je podjetje in mora z dobičkom poslovati in kontrolirati, kako posluje, ne moreš drugače državljan, upravljalec podjetja država, kot pa točno po dividendi, tako pa vsako podjetje, vsak lastnik kontrolira svojega direktorja po gibanju dobička. Ni kaj druga, drugo so same pravljice. To je esenca, to je osnova, ker brez zgubo dolgo delati ne more nihče, No in ko ste pisali tudi v podjetju, ste zdaj nekaj že povedali, če bi bili enaki lastniki podjetja vsi zaposlenim, bi delili dobiček vsem enako, pa če je lastnik podjetja država in se del dobička deli zaposlenim, potem ne more veljati drugačen princip, Ja. Kaj pa, če je lastnik podjetja moder podjetnik in more in hoče, da mu dobiček dopušča deliti 13. plačo, bo uporabil enako načelo. Če pa je modra tudi država, bo ta princip uzakonila. Ja, če se spustijo nazaj malo, vi ste premlada, ampak jaz sem to v živo vse skozi dal.
samoupravljanje, v čem pa je bil vic, ne? Temu sistemu, ki je dajal v določenem obdobju dobre rezultate, super rezultate, je manjkalo že takrat samo to. Ta delnica države, ne? Nismo bili državljani, lastniki podjetij, nikoli, ne? Tako se je prav izrodilo, vse pa so obrnili politiki. To ne, ampak zopet ni oblasti nihče kontroliral, ne? V začetku, dokler je bila partija takšna, pa se ne samo pri nas, tudi drugot, ne, dokler je bilo tisto trdno, a pa tako na Kitajskem zdaj, ne? Oni upravljajo partija tisto, ampak so spustili noter podjetništvo pa privatno inicijativo, to je vse ok, ampak če bo tam enkrat tudi prišlo do takega cirkusa, so bodo na istem krahu, ko je bil cel socialistični tabor. Vse tam nič nekaj druga bloku pa lastnika je špilala partija, ne? Danes ga igrajo pa partije, vse, no, stranke. Ko da je to njihova last, ne? Sej, to bi bilo treba prekiniti, to miselnost, ampak to ne gre drugače, pa to, da poveš naravnost. Država je podjetje vlasti državljanov, demokratično. Kraljevina je bila vlasti kralja, ne? Potem to drži, ne? V nobenem primeru dobiček ne sme biti proračunski vir, s katerim razpolaga politika. Ne, seveda ne, ker davek na dobiček ni davek v tistem smislu kot DDV pa drugi davki, ker to je točno del dobička, ne? Pobira država podjetjem. Dividendo pobira. Tih lastnik, solastnik, vseh podjetij, tudi privatnih, je država tudi, ne? Tisto ni važno. Fizične osebe, še so lastniki, davek na dobiček je točno tisto, ne? Pobiramo dividendu, svojo, lastniško, država, ne? Od dobička države prste v stran, ta je od lastnikov. Ja, točno to mora. In zdaj, ko bojo ukrepi, nekaj so jih napovedali, nekaj ne direktno, seveda se je premalo časa, da bi tako razdelali, ampak finančni minister je to dobro povedal, treba gospodarstvo oživiti, ampak kaj ga češ oživiti, da ga dokapitaliziraš, ne? Namesto banko državno. Državno, a pa tisti, ko so zafurali, tisti lastniki, če so še kakšni, tisti se morajo kar odpovedati. Nič, vse v stečaj, ne? Če už pa zdaj šel v banko, kapital je dal, da bo ona prav kredite dajala, pa tudi ne bo nikoli dajala, če bo ono vse v zgubi, ne? Pa bili tako bankroti. Samo država bo dobila na hrbet, tisti denar, ki bi ga bankam dala za dokapitalizacijo, ni druga. Državljani na koncu, ne? Stane Šepova povabila, da naj pokličejo najino oddajo, 090 500 600 je naša telefonska številka, le €1,49 vas bo klic stal. Pokličite, vprašajte, povejte svoje mnenje, danes lahko tukaj debatiramo. Morda nam še lahko poveste, kaj se dogaja v živo, če spremljate stvari v državnem zboru. Pa bomo malo, oziroma boste s Stanetom podebatirali, ne? Kako in kaj? Bi tudi spremljal, če ne bi glih danes tu bila. Tako, ampak Stane, verjamem, da vam ne bo nič ušlo. Ja, no, bomo posnetke gledali. Videli, kaj nas bo čakalo. Drugače pa Stane, kako pa torej, dajva eno izhodišče najnim gledalkam, gledalcem, kaj torej tisto duševno zdravje, ki bi ga potrebovali, da bi bilo kaj bolje, oziroma kaj moramo spremeniti? Ja, no, duševnega zdravja glih brez denarja tudi ni preveliko. Ena izmed 3 bolezni je prazen žep volka, ne? Tako jaz pravim v knjigi. In če je vse nervozno, samo prepirajo, vse to mandatarka pravi, da bo pozitivno obrnila tudi naslov maja, tak, to bi bilo pravidno. Dvomim pa, da bo to uspelo, če ne bo soglasje ljudstva v tem, ne? Ampak kako lahko soglasje ljudstva dobiš? Točno na to, da mu daš možnost kontrole direktorja ali pa vlade, če predstavimo to na državo, da bo vsak mesec videl, kako vlada v resnici dela. A dobiček gospodarstva raste ali pada? Dobiček gospodarstva mora rasti, ne? Ne glede čega, privatne firme ali so državne ali kjerkoli, to je čisto vseeno. Gospodarstvo mora rasti in potem bo tudi dividenda rasla, ne? Brez rasti pa dobiček gospodarstva čisto nič ne more špilati. Ne banke, ne ništa. Je logično, ne? Ves ciklus se ustavi in zato se je, ne? Sicer prva napaka je bila že ta ustanovitve nove države nesrečni certifikati, ne?
Tam so tudi zamotili vse sorte, namesto da bi točno delnico iz države izdali, pa dividende, kar pravim, ne? So šli pa za šenk dajo certifikate. To je bilo pa premoženje države so razdelili, ne kapitala, ki je tako ali tako že v lasti državljanov, po ustavah, demokratičnih držav vseh. Kdo je na oblasti? Ljudstvo je, kaj pomeni oblast? Točno to, ne? Da upravljaš. Ampak noben lastnik privatne firme ne bo upravljal za hec, nič, ne? Za dobiček. Ker tudi, če ga ne bomo kaj upravljati, ker bo grunt, bankrot, ne, to je pa državi čisto isto. Pesem, pa lahko mi imenujemo državo, ne vem kaj, da je nekaj več, da je, kaj je, nič ni več, podjetje je to, če gledamo ekonomsko, ne, vse drugače pa tako ne moreš. Vedno je denar zadaj, parlament, pa vse, kaj se pa na koncu pride, lahko govorijo, kar hočejo, lepe pravljice pravijo, na koncu je denar, ne. Pa je, ali ga ni? Vse se vrti okrog njega, ne. Če gospodarstvo nima dobička, ga tudi država ne more imeti in je vse skup figa. Zato ta minister, to se mi je izredno dopadlo, samo kako si bo, dokler so bile vse podjetja državna, čisto na začetku, ali pa prej še, ne, res vseeno bilo, če si tako podjetje država kar dokapitalizirala, ker drugega lastnika ni bilo, danes ga ne smejo tako lomiti, da bi privatno firmo dokapitalizirali za šenk, tako so prej delali, ne. Mercator, to, ko smo že zadnjič razlagali, je bil tak zgrajen. Zdaj pa ne, da biš ti kar, če firma neka, pa tudi če je privatna, pa da ji slabo gre, če hoče denar dobiti, se mora on lastnik tistega svojega kapitala odpovedati, ker ga je slabo upravljal. Najboljše bilo, da kar sam vlogo naredi. A vam lahko jaz poklonim svoj delež noter država, pa daj kapital zraven, da bo lahko podjetje vrnilo kredite bankam, ne? Če bo podjetje vse propadlo, tako je zdaj na dnevnem redu stečajev, kakor hočete, sami novi se napovedujejo, pa vse ne more biti čisto nič, če gospodarstvo ne aktiviraš. Tako da to imajo že prav, kar se tega tiče. Do vse Janševa vlada je tudi nekaj podobnega hotla, samo malo nerodne njihov način prikazovanja pa vsega tega, pač no, pa to, kar se je zgodilo s to komisijo in tako, da imamo danes te volitve, so pa pot izbrali edino možno, vse druge pa ni bilo, ne. Tako da... Pa Stane, se vam zdi, da ima zdaj ta vlada, ki bo morda danes potrjena, dovolj tega duševnega zdravja, oziroma zdaj, če že ravno govoriva o tem, ne? Ja, no, predstavili so že, pa ti, kar so novi, no, pa se to tak ni problem govoriti, zna vsak politik lepo, ne? No, prejšnja vlada glih tudi lepo govorili, niso, no, ampak vseeno. Ampak ne bi politiki znali govoriti, ja. In seveda, pa se pa na to izide, da pa tudi sami ne vejo, kaj delajo, če te kontrolne dividende ni. Vse je tisti proračunski primanjkljaj, presežek, tisto čisto nič ne pove, že pove en del. Ampak to, kar pa jaz trdim, da mora država delati z dobičkom, ne zgubi tako vsaka firma, ne, se pa nič to ne vidi. Ko so se hvalili, kako so imeli proračunski presežek, enkrat nekih par evrov, pa čisto ni bilo čez jih, čisto nič ne pove, oziroma pove zelo malo, ne. Tako da jaz vladi tole javno predlagam, če že ima svojega sekretarja, si je namislila, pač ne ministrica, predsednica. In bom sicer že tudi pismeno jim dal zopet, tako, ko sem vsem vladam na internetni strani predlagal isto, že cel čas, ne. In nemogoče, zdaj je pa res situacija taka, da demokracija nima več kam drugam skočiti, točno to v delnico države, kontrolno dividendo, ali pa v diktaturo. Druge ni, no. Kaj pa je Evropa zdajle Cipru predlagala? Diktat, no, tako, vse čist, ja. Samo tako daš priješ, če ne spremljaš, da dela država z dobičkom ali ne, pa se sam zadolžuješ, pa v krizi, tako kmet, tudi tam, ko pišemo kmetu, nekak je, poseje krompir, posadi, pa vsega sproti poje, za seme nič ne pusti, pol si ga sposodi od soseda, za seme, ne, drugo leto je pa hlapec pri sosedu, ker ne more drugač biti.
Se pravi, neka nova ekonomija potem, ne? Ja, ampak tisto, kar si, tu imate naslov, ko je preverjalo, da vidimo. Nekaj drugega, ne? Potem nova ekonomija, priljubljen izraz mnogih politikov, ki sploh ne vedo, o čem govorijo, temelji na principu finančnih piramid in investiranju bodočih dobičkov. To je to. In ravno, ko ste zdaj omenili, v tistem kmetu, ko pa tujega semena zmanjka, se nova ekonomija spremeni potem v tisto staro. Prezadolženost in stečaj, za res novo ekonomijo pa bo uvedla le delnica države. To ne more drugače biti po nobeni logiki, po nobeni zdravi pameti, po ničemer drugače ne more biti. Ker dobiček je v primeru ekonomskem, če pogledamo, je to seme družbene reprodukcije. Brez semena ne zraste nič, ne? To je glisto tako v naravi. Če pšenice ne poseješ, eno žev tudi ne. Kakšna pa je potem stane formula uspeha? Tudi o tem, ne, ste že nekaj pisali. Kratke pesmice, kaj so že. Ja, tako. Formula uspeha dvakrat več je polkrat manj ali nič. Če hočeš mir, svobodo in neodvisnost, sej le svoje seme. Velja za vse, kmeta, podjetje, tudi državo in narod. Se pravi, kaj je v tisti? Ta del sem jaz takrat napisal, ko smo se tako hvalili, pa so se kakva zgodba o uspehu je Slovenija. Ja, en čas je že bila zgodba o uspehu, ampak je bila obsojena na propad s temi certifikati že v samem začetku. Če ti premoženje nekaj šenkaš, imaš na drugi strani izgubo. Če gledamo podjetniško, ne more podjetje premoženja pokloniti nekomu, mora kapital odpisati. In tako se je zgodilo, certifikate se dali kao vsem, od otrok do starih, ampak še to niso dali enako. Ne vem, kako je to zasidrano v glavi, da pod enakost smatra kar vsi, da bomo vsi glih, pa vsi nič imeli, ne. Ja pa ne, jaz neč o tej enakosti govorim, jaz govorim o enakosti dividende, če si lastnik enakega kapitala. Samo v tem smo si lahko v denarju gledamo enaki. Če imam jaz eno delnico države, ker jih več ne morem imeti, imam en glas samo, ne, je tudi dividenda pol moja glih taka kot vaša, kot predsednika države in vlade in ne vem koga, isto, nerazlična, ne. Ja, spravijo enakopravnosti. Isto, jaz to noter razlagam, to, ko smo v podjetju prej brala, ne, ampak zdaj, če bi če bojo začeli firme dokapitalizirati državne, ali pa tudi privatne, tako sem rekel, ja, ti lastnik privatni se odpove svojega, ker tak nič ni več, je izguba, ne, kapitala tak ni. Tiste delnice njegove, pa kapital je vredno nič, je izguba. Kar takoj lepo napiši, nisem jaz več lastnik, zdaj pa država, če ima pa v interesu, pa programi, pa kaj pa firme naše, same imeli dobre programe, pa jih še imajo, ne, samo vse skup, tipični primer, kaj droga, ne, recimo. Se podali, oni pa zapr zdaj, pač preselil, pa kaj bo naredil, ne. To je vse povezano. In če bojo to naredili, pa bi tako bilo pametno pri državnih firmah sploh, oziroma pri vseh podjetjih, to, kar jaz pravim, dividenda države, z davka na dobiček. Davka na dobiček je določena vsota, se zbere vsak mesec, kolikor je pač dobička v gospodarstvu. In del tega dobička bi bilo pametno dati delavce v tam tistih firmah. Od dobička konkretne firme se plačuje davek, ne. Tako da določen procent za njihovo soupravljanje, ker to je dejansko, ne da so se menili, pa da bi obvezno delitev dobička naredili, ampak so mislili na dobička lastnika. To noš nikoli dosegel, da boš ti lastniku stran vzel denar, pa boš dal delavce. To je čisti kolhozništvo, to že ne. Ampak država lahko pooblasti delavce za soupravljanje, kar je pametno, ne, da je enak motiv, pa ona da tisti del dobička, ki ga pobere iz davka ven, delavcem, ne, kot nagrado. Ampak vsako glih zopet, ker tam spet ni razlike, kakšno plačo ima direktora pa delavc. Ker če gre za upravljanje, to kar pravim, če imam enak delež, imam enako dividendo, amen. Zanimivo. Pa bo stane? Ja bo, jaz že zdaj predlagam, tako javno govorim, pač na vse načine probo nekako
neko omizje, nekaj bom že probal sforsirati, če se bo dalo, no. Mi je bilo to pametno takoj zdaj narediti preden, oziroma vse ukrepe bo potem lažje zagovarjati, ne. Naprimer, že nekaj časa, ne, se dajete takšne predloge, tudi prejšnjim vladam, ne samo tej zdaj, ne. Takrat, ko je bila rast, pa tako se še mogoče nikomu zdelo pametno, ampak zdaj pa res, mandatarka pravi, bo pomirila strasti, ja, seveda, strasti, samo ljudstvo moraš pomiriti na en način pošten, pravičen, vedno je delitev zadaj, ne. In to je, kontrolna dividenda je najbolj pošten in pravični in pravilen način delitve družbenega proizvoda, ne. En del. Pa bi se ta kontrolna dividenda lahko obnesla za več časa? Ja, zastavno. Ostane potem, seveda, ne bi če bo ostalo to samo tako, za en mesec, zakaj to ni nič, to mora biti najbolj potrjena, pa samo če bi enkrat bila nazaj, si je ne bi upal ukiniti, si mislim. Ker bi treba njega prej zamenjati, če bi s tako bedarijo prišel. Predlogom prišel, ne. Ja, prišel bi pa s tako tezo ven nekdo, ko bi dividenda padala, ampak to po zaslugi vlade, ne po zaslugi naroda. Tako bi se že spomnil, ja, vidite, kaj nam je dividenda naredilo, saj ni res, nekaj obratno je. Treba njega zamenjati, ne ljudstvo dividendu vzeti. Ne pa dividende ukiniti, ne. Ja, seveda. Kakšna bi potem morala biti vlada, oziroma če bi bila kontrolna dividenda na voljo vsem državljanom, ne, kaj bi potem vlada Ja, vodila tako državo, kot zdaj, samo bo imela tudi vlada kazalec, ali dela z dobičkom ali ne, pa tudi oziroma vsi bi ga imeli, ne, bolj na skupni interes, en sam kazalec tako enostavno kot strela, ne. Raste ali pada dividenda, če raste je vlada v redu, če pada pa ni v redu, ne. Državljani pa bi, kaj verjetno, se bolj trudili za boljšo državo? Ja, saj se ni treba kaj truditi, saj se ni treba lastniku kaj truditi. Ti samo ocenjuješ, kako ti direktor vodi podjetje, ne, če tiste kapitalske družbe, delniške, pa take, saj ti si lastniku se ni treba kaj truditi. Samo ocenjuje, ker v tem je vesa, boš zbral ta pravega, ali ne, tak je, ko pričakuješ od njega, da ti bo največji dobiček, ne, to je kadrovanje pravo, ne. Ne, ono, kar tak nekaj po politični, po oni ne kakšni liniji. To je edino pravo merilo. A pričakuješ, da bo predsednik, pa vlada, ta, ki je zdaj sestavljena, prinesla najvišji dobiček, ne. Gospodarstvo in potem državi in dividendo na ta način. Ste napisali tudi o Sloveniji prav nekaj, ne? Stane morava povedati, sva že v prejšnjih najnih oddajah govorila o tem, da ste prepotovali kar dobršen del, ne? Predvsem Rusija se mi zdi, ne? Tudi to, pa to Evropo, ko je zdaj Evropska unija, pa tak naprej. In ste si potem ustvarili od vsake države najverjetneje vtis, ne? Življenje, osvojili vse to in ste potem pisali, ne? Naprimer o Sloveniji bova najprej, seveda. Ste jo takole opisovali 10-12 let nazaj, ne? Nekaj takšnega? Ja, že prej. Že prej. 13-14 let, ko je nastajala ta knjiga. Še prej, ja, ta del je makoline 30 let stare, ne. Se pravi, še ko smo bili v Jugoslaviji? Ja, seveda, so posamični teksti, pa izdal sem jo pa res v taki obliki, pa to, ja, pred 13-mi, vse skupno. Ok, no in tako ste potem takrat študirali, razmišljali. Najuspešnejša država socializma Slovenija je še danes, kljub dejansko pretežno državni lastnini, boljši gospodar od mnogih privatnih in vseh tranzicijsko privatiziranih gospodarstev. Usodno napako bi storila, če se še pred razprodajo premoženja in izgubo identitete ne bi privatizirala prej sama. Zase, Evropo in ves civiliziran svet. Last nad podjetji postane za človeka in narod neusodna, lastniki pa domači ali tuji, ali država pa prijatelj, ne vrag. Ja, no to je veljalo za Drnovškovo ero, ne, recimo. Ampak jaz sem že takrat bil skeptik, kaj se bo zgodilo, ne, če tega ne bo naredil. In takrat smo pa resnično bili, a pa če pogledamo še bolj nazaj, v celem socialističnem bloku je bila Slovenija najboljša, ne. Od Rusov do Čehov, Slovakov, Poljakov, to se lahko vsi skrili. Pa naši južni brati bili, tak Slovenija je bila pomembna, pa že za Kavčiča, ne, recimo. Če gremo tako dolčno nazaj.
Ja, Slovenija je bila v socializmu šampion. Med vsemi, ne? Tako, najboljša. In tudi v začetnih letih, tudi po osamosvojitvi isto, ne? Pol je pa nastal cirkus s temi certifikati, pa potem privatizacijo tako brezplačno, kar se je dogajalo, ne? Po kakšni liniji, po strici z ozadja, ali kaj vem. Ampak pravim, nič hudega ne je bilo, če bi tisti firme tako vodili, ko so jih dobili za šenk, da bi z dobičkom delali, bi tudi šlo, ne? Tako pa ni, tako je pa vse skup hud jer vzel, ne? O globalizaciji, ne, tudi ste pisali kot o sistemu za ohranjanje visoke stopnje rasti, izkoriščanje narave za zadovoljevanje potreb bogatih, zasnovan na nezdravju in revščini večine človeštva, nosi v sebi poleg političnih tudi mnogo hujše nevarnosti. Torej globalizacija, narod ali druga skupnost, ki bo hotela ohraniti svojo identiteto, zdravje, celo življenje, v splošni liberalizaciji pretoka blaga in kapitala in tudi ljudi, se mora oblikovati v državo, ki bo v mednarodne odnose vstopala kot brezhibno organizirano podjetje v lasti njenih državljanov. Zdaj midva sva šla po tej točki, ne? Podjetje v lasti državljanov, potem država uspešna in potem šele lahko naredi naskok naprej. Ja, no, ampak to, kar je globalizacija, to, kar smo že prej govorila, prejšnjih oddajah, pa ta zadnji tudi, to je pa povezano s fizičnim zdravjem tudi, ne? Če oblasti nihče ne kontrolira, oblast pa sprejema predpise in zakone tudi o prehrani, o vsem, ne? Je pol krah neizbežen, ne? Le tako ste napisali še potem v nadaljevanju, se bo lahko upirala za življenje in zdravje nevarnim predpisom v postopkih harmonizacije okoljevarstvenih, zdravstvenih in prehranskih zakonov. Ja, točno to. In zdaj imamo, če bo ta potrjena, skoraj ne dvomim, no, zdravstveni minister bo enak, ne? Židan je pa že bil, ne? In to sta dva ključna ministra, ki sprejemata izvedbene predpise. Prej pa zakon, parlament že sprejema in tema dvema tudi jaz na srce polagam. To, kar sem tudi vladi, ne, okrog jodne profilakse, pa te prejšnji na internetu, to tudi zdaj enako, ja. Predlagam jim, naj si knjigo preberejo, ne. Prvi del ne pustijo, če se jim ne dopade. Ta drugi, ne, o ekonomiji, o državi kot podjetju in o vsem tem, ne. Zdaj, ko sva že prej omenjala ravno države, ko sva rekla, da bom prebrala tiste vaša razmišljanja, o tem sem omenila tudi Rusijo. In to se mi pa zdi predvsem zanimivo. Vas bom najprej vprašala, se vam zdi, da zna biti Slovenija mačehovska do nas, do državljanov, naprimer zadnje čase se to kar dostikrat sliši, ne? Seveda je, najbolj drastično se vidi, ne. Sploh recimo ukrepi prejšnje vlade, da so penzionistov en del samo in novo ustavno sodišče jim je dalo mat zdaj, ne. Ne moreš ti tako delati, ne samo do vseh državljanov, niti do ene skupine, ne. Ali pa izbrisani, pa vse take štose, no. No, naprimer, v Rusiji ste potem zapisali čisto drugo zgodbo. Malo kateri narod ljubi tako silno kot Rusi svojo državo in zelo verjetno je, da slovanska duša ne bo prenesla nikoli, ko matka Rusija bi postala mačeha svojim ljudem. Prej bi umrla država. Ja, saj to. Mislim, Rusija je velika, ne, potem že bogata, tudi neizmerno z vsemi bogatstvi, naravnimi, ja. Tako da ja, dali so tudi skozi vse sorte, od Stalina naprej do zdaj imajo Putina nazaj zopet po drugem mandatu in tako, ampak so se že oglasili zdaj, ne, Ciper, ali pa Evropa. Davek na depozite, tam je pa Rusov ogromno, ne, in se že pogajajo, da bi Rusi dokapitalizirali oziroma jim dali kredit, ne, Cipru. Ker Ciper ima tudi ogromne zaloge plina, ne, in tega. Pa nima denarja, da bi jih izkoriščil. Tako da to so vse špili taki. Ampak, če tako vzamemo, čisto vsaka država se bori kot podjetje, s konkurenčnim podjetjem. Saj niso samo podjetja konkurenčna ena drugim. Države med sabo, ki so podjetja, ne, konkurirajo ena drugi. Kaj pa druga?
Kaj pa Evropa kot celina, v kateri se tudi mi nahajamo, skupaj v zavezi? Politični projekt večnacionalne Evrope je zaenkrat le slaba kopija nekdanje Jugoslavije. No. Zamenjava realne identitete, izražene z lastno valuto vsake države, z izraženjem identitete narodov preko politkomisarjev v skupnem evropskem organu pa se sliši kot neslana, toda nevarna šala. Kot ta, da bo glas posamezne države odvisen od števila njenih prebivalstev, ukinjeno in novo identiteto držav more vzpostaviti le delnica države, delnica, kot je to delnica Evrope, Nemčije, Poljske, posameznih držav tudi? Ja, seveda, tako ja. Da se bojo lahko primerjali, a je Evropa kot povprečje je eno tako sidro in kazalc, a so posamezne države boljše a slabše, pa to lahko vidiš po tej kontrolni dividendi, po ničemer drugem. Tam porasti BDP, to lahko tako bolj na pesniško primerjaš, ampak to je pa konkretno, ne. Nič konkretnega ni brez denarja. Na koncu je vedno denar, je sveta vladar, ja. Tako da bomo videli, kaj bo zdaj, si sicer pravim to, so sklenili v koalicijski pogodbi, da grejo čez eno leto na volitve, ne na volitve, na preverjanje, ne. Ampak pravim, če ne bodo takrat spostavljena ravno ta povezava med ljudstvom in oblastjo, mogoče bo že parlament izglasoval zaupnico, ampak zadnji pa lahko pričakujejo halone, če bo situacija neprava. Ker brez šparanja, no, povezavi z DDV-jem, ne, se tudi tako tepajo, ko zdaj javno niso govorili, ampak, mislim, poudarjali zelo, ampak to so že v prejšnjem, od začetku, po volitvah je bil tak načrt DDV digniti, kar je bilo prav, ampak ne kar tak dvigniti, ga zdaj v proračun mašili, jaz pravim nekaj drugo. Zdaj je bilo treba kontrolno dividendu uvesti, iz davka na dobiček, potem pa DDV samo toliko dvigniti, da bi pokrival z DDV-jem izpad proračunski iz davka na dobiček, ki ga pol ne bi bilo, bi šel državljanom, ne. Nič več ni treba. S tem sicer ne bi, kaj bi se s tem naredilo? Vsem bi vzeli in vsem bi dali, ne. Vzeli bi vsem, če se podraži hrana, ono, levo, desno, to pač vsem dvigneš cene inflacija, tako po domače, ne. Ampak bi pa vsi tudi dobili in tisti sloj najnižji ne bi izgubil nič, ne. Praktično. Tako je treba simulirati, narediti ta dvig DDV. Nastane zdaj imamo že kakšnih 5 minut, sem dobila informacijo, že novo vlado. Ja. Za novo vlado, ja, je glasovalo 52 poslancev, 35 jih je bilo proti. Tako so predvidevali, ja. So pa potrdili, ja, tako, upamo na boljše čase zdaj, ne, pa res. No, samo ja, zdaj se pa začne. Ja, je pa tudi potrjena že ministrska ekipa, ne. Ja, no, se to je tako da zdaj je... Vse to je bilo skoraj nemogoče, da ne bi se tako šlo po vseh teh cirkusih. To sem tudi slišal že, da Janković je podpisal. Odstopno izjavo. Ampak že pa čudim, Janša pa noče več poslanec biti, ne. To je že pač to, ne s tem glasovanjem, ampak prej že tako da. No, ampak vseeno. Tako, zdaj imamo torej vlado. Ja, no, zdaj pa hitro knjigo, pa listati, pa jaz se tako malo šalim, no, ampak mislim pa zelo resno, ne. Da druge lepše, ali kakve, bolj sprejemljive priložnosti ni, da se umirijo strasti, da se ljudstvo ima enak motiv kot vlada, ne, da se to vse skupaj poklopi. In na tak način lahko ta vlada ne samo to eno leto, ampak 2 mandata ali pa 3, dokler bi dividenda rasla, ne. Lahko na vladi tudi, vse vlada pa nima omejenega mandata v tem smislu, da bi lahko bil 2-krat, ne, lahko, Drnovšek je bil 3-krat, tako kot že. Tako da ja, če bi to sprejeli, potem, dokler bo dividenda naraščala, je noben ne bo podil kam. Ampak edini spas je, da dobiček gospodarstva narašča. Druge milosti ni, ne. Drugače ne bo nič. In s tem, na enak motiv, na enak imenovalec postaviš cel narod, ne,
od lastnikov, no pa kaj, za podjetnike, ne bi bilo to fino, da bi država se odpovedala, da da davek na dobiček, ki ga pobira od firm, tudi privatnih, ne, njihovim zaposlenim. Ni to fino. Za podjetnika, lastnika enega poštenega. V smislu papeža novega, ne. On isto pridiga. Vse to ni, jaz tudi nič kaj drugo ne govorim, pa ko smo enkrat govorili o Pedru Opeki, ne, to je vse v luftu. In se mora nekaj zgoditi, ne spravim, da demokracija nima kam drugam skočiti kot točno v delnice države ali pa v kaos spločen. Ma to ni samo Slovenija, pa vse po celi Evropi, po celem svetu, vse je ista figa. Ko ste ravno svet omenili, ne, seveda se moramo dotakniti tudi Amerike, tudi o njej ste pisali, ne, pa bova zdaj mogoče malo primerjala, ne, vse skupaj. Celo Amerika kot ekonomsko najuspešnejša država na svetu zase misli, da je slab gospodar. Zdaj Stane, kako je to, a moramo biti ljudje skromni, moramo zase misliti, da smo slabi gospodari, ker kaj nas to potem teži k temu, da smo boljši, da bolj delamo, ali ne, ali mora biti določena mera tiste samozavesti? Samo vete, nobena država se ne hvali nobeni politiki, da je država dober gospodar. Vsi misle, da bi bilo najboljše, da bi bilo vse privat, ampak tudi Nemčija, pa kjerkoli, ko je čisto privat, pa Amerika, no. Čisto privatno, pa tudi ni v redu, pravijo, ne. Je seveda ne, ker pol družbenega proizvoda vedno država regulira. Vse pa pobere podjetjem davke, ali čez dobiček, ali čez DDV, kaj pa vse to je, tam pride polovico. V socializmu, a prej je država razpolagala z 100% DDV, družbenim produktom, ne. Ampak 50 ga še pa vedno država upravlja. In ker država nima lastnika, je tisto upravljeno za Andrek. Privat mora biti vse, ampak privat, to moraš priznati vsakmu lastniku, tudi državljanu, da je lastnik ene delnice. Dobro. Recimo, zdaj, ko ravno govoriva o Ameriki kot ekonomsko najuspešnejši državi, za katero sama tudi misli, da je slab gospodar, po drugi strani pa so mnoga podjetja, ki po dodani vrednosti presegajo velikost mnogih držav, učinkovita, zelo učinkovita. Kaj je razlog? Delničarji odločajo na osnovi realnih dejstev, volivci pa na osnovi praznih obljub. Ja, točno, da vse, kaj pa hodimo na volitve, pa kaj obljubljajo vse, ne? Kontrolirati jih pa ne moreš. Volivc. Ne morem, če nimam podatka, kako ti res upravljaš, ali moja dividenda raste ali ne raste, ali kaj se dogaja z njo. Ker tega podatka enostavno ni, niti kot podatka, niti v resnici pa še manj, ne. In to je najboljši podatek, bo to in tudi v resnici ne sam podatek, tudi kompenzator malo teh razlik gromozanskih pa siromaštva, po eni strani bogatstva, na drugi tudi to, ne. Ker če bo dividenda naraščala, bo tisti najnižji sloji ne bojo toliko na zgubi, ko pa zdaj pri linearnem, pri inflaciji, ne, ko vsem jemlje. Tako da eno z drugim to harmonija bo zaigrala, mora, no. Mora, ne? Ja. Zdaj sicer greva že proti koncu oddaje. Pa še nihče ni poklical, s parlamenta se nama nihče ni javil. Verjetno zdaj proslavljajo Stane. Trkajo kozarce, kaj delajo. Ampak midva pa bova, ne, se dotaknila še ene teme, privatizacija. Je bila kar ključen člen v določenem trenutku, da smo zdaj tu, kjer smo, ne? Oziroma bolj so bile te privatizacijske luknje, tisti člen, ki nas je morda popeljal zdaj v to stanje, kjer smo. In takole ste zapisali, kaj drugega le so lahko povzročile brezplačne privatizacijske luknje oziroma privatizacije državnih aktiv, kot prepir in pretep in privatizacijske luknje v žepih večine na račun manjšine. Tako je nekdo tudi načrtoval, naivni, neumni ali zviti politiki pa so to sprejeli. Vaba in past za prepir in pretep pa je bila skrita v vprašanju, čigava so podjetja, namesto tisto, kar se že mi skozi vedno sprašujemo zdaj, ne, čigava je država. Točno to. Ja. Seveda, jaz se spomnim še, pravim, vi ste že premlada, ampak ko sem enkrat na Rogli imel čisto na začetku
na enem takem sestanku, tako, kaj je že bilo na združenje, neko ekonomsko, ali kaj, s njim predal. Sem se tudi oglasil v diskusijo in to razlagal, ne, ampak takrat ni šlo v glavo nobenemu, kaj jaz govorim, ampak točno to je, ko so se spraševali, kako podjetja privatizirati, ne, čigava so podjetja, ma podjetja so bila državno, vedno. Mislim, v tem socializmu, tudi v Rusiji so bila, tam je bilo pa dobesedno državno, pri nas smo rekli, samo upravljanje izgledalo, kot da niso. Ampak lastnik podjetij vseh družbenih bila država. V skupni lasti vseh državljanov je lahko samo kapital podjetja država, pa čisto nič drugo, ne pa sredstva. In tako se je to zgodilo, sredstva razšenkali, kapital je bilo treba odpisati, če se to ni formalno naredilo, ne, ampak če bi pa dividenda bila, bi to nikoli ne naredili kaj takega. Veš, kaj tak četrt premoženja, koliko je bilo takrat razdeljeno, pa z onim še prej, ali istočasno, no, kaj je bil Jazbinško stanovanjski zakon, ne, tam je došlo, da še kar tak nekaj, in ne vsem, ne. Tisti, ko ni imel stanovanja, ni dobil nič, ne. Ja. Ampak tudi tisti, vsi, ki smo dobili, nismo dobili nič, ker je inflacija vse požrla, v resnici. Samo laž na kvadrat, no. Pa ne vedno, pa ne vem kaj, no. Nekaj zagotovo, ne, je bilo, da je pripeljalo. Čestitke novi vladi, predsednici, da je ženska, to je dobro v tej situaciji. Ne si mislim, sigurno. Zdaj, tako govori tudi zna, kakor se sliši, ne. Mislim, da ekipo si je dobro izbrala, pravi, da bi rajš namesto finančnega ministra nekdo drug, da je bil, samo če bi bil en profesor, tako čvekajal, tako je danes, a so v parlamentu govorili, to on je en poslanci, glisem, pol se šel na oddajo, ko je rekel, kje so tisti profesori, ko sam pamet solijo vsem, ko je pa trebalo kaj narediti, ekonomisti pa taki, ne, pa jih ni, ne. Ma stokrat bolj, da se je to zgodilo, ker bi se enega filozofa dobil takega profesora, ta figa, tako je blado. Tako da mislim, da ta bankir, če li pravi, da bo advokat bank, mislim, da ne, pa pozna pa čreva bančna, ne, da je super varianta. Znanja mora imeti, če je v Franciji doktoriral, ne, to tudi takega, mislim, ne našega socialističnega, ko so ponavljali bedarije. Svetovljanskega, ne. Ja, no, tako da. Stane, še o inflaciji bova kakšno rekla, zdaj v teh zadnjih minutah. Tako končala. Tako, ker je cena le vsota vseh plač in dobičkov, ki sodelujejo v procesu produkcije nekega produkta, tudi družbenega, je inflacija izključno posledica krčevite borbe gospodarskih subjektov za lovljenjem primerljivega dobička njihovih konkurentov. Kajti le primerljiv dobiček jim daje primerljivo enake pogoje poslovanja in le primerljiva dividenda na delnico države lahko pokaže njeno pravo moč. Kot tudi uspešnost njene vlade, kajti kakšen bo dobiček podjetij in ali ta sploh bo, določa krovno podjetje, torej država. Vlada, ne pa uprave podjetij v globalu s proračunom, z inflacijo brez žrtev pa bo odpravila le delnica države z ničelno rastjo vseh tekočih dohodkov prebivalstva, dokler dividenda ne doseže ciljne vrednosti. Ja, plače se lahko večajo samo v primeru rasti produktivnosti. Zaradi inflacije pa ne smeš plač v procentih dvigovati, ne, to so napake delali skozi od prejšnje jugoslovanske vlad pa vsega do danes, ne. Ker to ni, če ne zraste produktivnost, ne moš iti za to večjo plačo imeti, ker je bila inflacija, ne. Oziroma v procentih, ne, to lahko, ker inflacija prinese večji dobiček podjetjem tudi, ne, če so cene višje, imajo podjetja višji dobiček, zdaj pa če ti pa dvigneš plače vsem, ne, procentualno, bo še večjo izgubo pada tista inflacija, kar jim je dobiček prinesla, taka razdelitev, dvig plač, kar v procentih pobere več, ko ga je prej dobil z inflacijo, tako da to je vse povezano. Ne more biti, dividenda je matematično gledano tisti kompenzator, sidro bi morala biti, ne, in bo vse začelo špilati čisto normalno. Ti razponi morajo nihati v smislu tega, kaj pravim, če raste produktivnost, plače gor, drugače pa ne, ne. Če raste dobiček, pa dividenda narašča, ne. Tako da to.
Tako da ja, na koncu, proti koncu, koliko še nama manjka. Ravno toliko stane, da vas jaz povprašam še za konec, da poveste še kakšno spodbudno danes. Torej, v prejšnji oddaji, ko sva se srečala, smo dobili novega papeža, prejšnjo sredo, danes torej novo vlado. Ja, in papež je tudi super, mi je prav simpatično gesto naredil Bonasera, ko je se je predstavil, res je tak preprost. Sicer to moglih ne bi priporočil, da se kar tako res oklepa vozijo tam, to varnostniki. Ampak kljub vsemu prave stvari je poudaril in vlado imamo, 5 minut, pravite že? To je vse čestitke, jutri začnejo delati menda, ne? In jaz si bom jutri kar poslal najin posnetek na YouTube, pa kar vse parlamentarcem tudi magari, ne? Tako da jih malo mogoče bo pa rekomo s kalno glavo, kaj jaz govorim že resnično celo večnost. Kaj pa ljudem priporočate, kako pa naj državljani trenutno spremljamo vso to situacijo? Ja, ne, vse, če bo vlada oziroma parlament državljanom to ponudil, jaz sem siguren, da ne bo noben proti. Samo to, da dobijo oblast v roke dejansko narod, tako piše po vseh ustavah, da dejansko začnejo kontrolirati svojega direktorja, svoje firme, čisto tako po domače rečeno, kapitalistično. Kapitalizm je čisto prava stvar, samo mora veljati za vse kapitaliste, tudi nas, delničarje države. Ja, kapitalizm je tak edini sistem, vse to nič kaj druga ni, kot pa to, da ne smeš, kar si posijal, ko pridelaš vsega pojesti, moraš pustiti seme, dobiček. To je cel štos kapitalizma, nič druga. Da ne vse požreš sproti, ne. To je narava, to nam daje tako smernico že in kapitalizm je čisto prava stvar in edina. Pa vse, kaj pa socializm, tudi nič ni bil kaj druga kot kapitalizem, samo lastnik je bila država, ne. Ker pa ni imela sama lastnika, pa noben na dobiček ni gledal, pa smo vse požrli, no. Ali pa se zapufali tako zdaj, ne, za naprej. Tisto, kaj je že naslov poraba bodočih dobičkov, ki jih nikjer ni, ne. To se nam dogaja zdaj. Jaz želim vladi sreče, predvsem pa pameti, ampak vse ni problem to, da tudi nobene vlade ni bil, da posamezniki ne bi bili dobri, pa znali, pa vedeli, ampak če ni sam imel pravega podatka, a dela slabo ali dobro, je tudi potem seveda vse skupaj bilo bolj tako v luftu, ne. Kontrolno dividendo, oblast pod kontrolo in se bo zgodba o uspehu začela. Takrat pa resnično. Dobro. Stane, midva bova zgodbo o uspehu pisala že prihodnjo sredo, spet ob 20. Ja, no, samo takrat pa bova o zdravju, kakšno rekla. Zdaj pa res je bilo dosti tega, če glih pravim, ljudje so premalo pozorni na to, se ne zavedajo, da oblast, ki ni pod kontrolo, in tudi povzroča bedo, debelost in bolezni, ne, s predpisi. In če nič ne pomaga? Ja, pomisli na sol. Tako. Svetujem zdaj tem novi vladi, če jim nič ne pomaga, če jim ne pomaga, ne pomisli na sol. Dobro. Hvala lepa, Stane, za danes. Enako. Za družbo, zdaj pa gremo hitro domov, da vidimo, kaj so sprejeli, kako in kaj je potekalo. Tako. Hvala lepa, torej do prihodnje srede, Stane, prav prijazno pozdravljeni, se vidiva. Nasvidenje. Vi, spoštovane gledalke, cenjeni gledalci, pa tudi seveda vabljeni še prihodnjo sredo, točno ob 20. v našo družbo. Lahko noč.